Predizbori so trije, in sicer 4., 11. in pa 18. aprila, finale pa 10. maja. Na vsakem predizboru se bo predstavilo 5 skupin. Na finalu bodo nastopili še zmagovalci lanskega šovroka in pa ena večja skupina, katere ime naj zaenkrat ostane še skrivnost. Kaj je letos drugače? Ja, letos so se lahko skupine prijavile preko spleta. To bo bila največja novost, ker smo jim pač hoteli olajšati prijavo, da niso rabili pošiljati preko navadne pošte. Zmagovalni nastop. Ja, neko kreativnost, energijo. Od energije, pojave, komadov, aranžmajev in nekaj še več, kar vidiš, ko jih vidiš v živo. Če ima avtorsko glasbo, kreativnost. Definitivno Sweet Child of Mine, si imel igrati? Ja. Pa nekaj na Heavensdor tudi ne. Ne, večino jih igra avtorsko glasbo že tako, da to smo zelo veseli, ker je tudi nam potem ocenjevanje lažje, če ni kavero. Tako da, ko pa so avtorski komadi, pa vsak prenese neki svoj duh, neki spirit, neko svojo glasbo, oziroma eni bendi igrajo več zvrsti celo in tako da me prav zanima, kaj bo letos prikazali. In za razliko od lani moram reči, da je bilo letos še težje izbrati, kdo bo sploh v natečaju sodeloval, ker se je tudi nivo se je zvišal. Res, in to je treba poudariti. Res super. Dosti bolj težko bilo izbirati, ker so bili res v 70% bendi za 2 lajka. Dobre predizbore, pa težke odločitve, ne? Tako, na koncu pa en mora zmagati, da je sploh ta natečaj tu je. To je za mene, se reče. Pač en bo zmagal, ampak vsi ostali bomo pa igrali. Super, zanimivo je, bom rekla. Mislim, fajn je, tako zabavna skupina ljudi na kupu. Zanimivi bendi, ene par jih še nisem nikoli slišala, tako da me zanima, kako bo uživo. Trenutno ne bom rekla, na koga pač imam ene par takih, ki se mi zdi, da bojo v živo mogoče še boljši kot na posnetkih, ampak težko reči samo po posnetkih slišanih, kako bo živo. Pač meni je to, da odigrajo na odru z maksimalno energije, da je čim boljše, na čim boljša kvaliteta pomembno, tako da bomo videli. Se vidimo.